Se še spominjate, otroci? Naša prejšnja zgodba je pripovedovala o Vikeju, ki ni hotel odpluti z vikingi v Anglijo. Ne morem. Ilvi sem obljubil in hočem svojo... Danes sedite na obali pred Flakejem in lovite ribe. Vse je mirno in tiho. Le morje se igra z belim peskom in obliva rob Ilvinega krila. Veliko rib sva ujela, Vike. Ja, Ilvi, veliko. Kaj premišljuješ? Na očeta in ostale mislim. Kdo ve, ali so srečno pripluli v Anglijo? So, Vike. Mogoče se že vračajo. Kup lepih stvari bodo pripeljali. Ne bo jih še tako kmalu. Anglija je daleč. Tvoja mama pa blizu in naj jo čaka. Pojdiva domov. Čakaj. Ilvi, nekaj leži na obali. Ne, nekaj. Nekdo! A res? Človek leži na obali. Mogoče je bolan. Pomagajva mu. Joj. Saj to je Snore. Kako je pa ta prišel sem? Hej, Snore! Ne zgane se. Kaj pa, če je mrtev? Ni mrtev. Poskusil bom spraviti vodo iz njega. Pomagalo je. Še malo pa bo prišel k sebi. Hej, Snore! Snore, slišiš? Snore, zbudi se, no! Naj jo vidiš, naj jo slišiš! Kaj mi vaju, ne? Sej se dereta, da mi bo Boplič počil. Vike, zakaj mi pa pravzaprav sediš na prsih? Kar lepo težak si, veš? Joj, tako sem vesel, da si živ. Živ? Ja. Vike ti je rešil življenje, Snore. Kje pa sem? In kaj pa počneta vidva tukaj? Mi pa sva doma, Snore. In tudi ti si doma. Na obali pred Flakejem smo. Kaj res? O, res je! Hura, spet sem doma! Hura! Počasi, Snore, sicer se boš spet zvrnil. Kje so ostali? Kaj niste odpluli v Anglijo? Smo. Odpluli smo in pripluli tja, ampak potem... Kaj se je zgodilo potem? Tecimo v vas. Tam bom vse povedal. Vsem. Snore se je vrnil! Snore! To je nemogoče! Kje so pa ostali? Kaj se je zgodilo z njimi? Sej sem vedela, ker slutila sem, da mi kaj narobe. Tiho! Naj Snore pove, kako je bilo. Ja, tiho, ne? Povedal bom, če me boste pustili do besede. Zato sem se tudi vrnil, da bi izvedeli. Življenje sem tvegal. Snore, ostali pa tiho. Normali so nas napadli. Rdeče oki velikani z dolgimi svetlimi bradami. Normani v Angliji? Kako so pa prišli tja? Čez morje, pred nami. So naše ujeli? Tudi mojega moža? Vse so ujeli, tudi kapitana in Tjureja in Gorma in sploh vse. Si torej samo ti ušel? Tako je, samo jaz sem ušel, ker pač vsem Flakeju najhitreje tečem. Ne bahaj se, no, Snore. Povej raje vse od začetka. Sej bi, pa me kar naprej motite. No, poslušajte. Po 12 dneh plovbe smo pristali v Angliji, blizu velikega mesta, nad katerim se je dvigal ogromen grad z mogočnim obzidjem in stolpi. Splačalo se bo, smo si rekli. Kapitan je ukazal,
No, on je ukazal, da napademo iz gozda za gradom. Napadli boste na moj ukaz, jasno? Vsi naenkrat. Stražarje bo kap, če boste le dovolj glasni. Čudovito strela. Tiho bodi. Še ne vem, če bo čudovito. Če bi mene kdo vprašal, bi rekel, da raje ne napadimo. Ampak mene nikoli nihče nič ne vpraša. Še tega nam je manjkalo, da bi tebe, trdobučneža, spraševali za mnenje. Potem bi se pa res lahko za vse obrisali pod nosom. Ne prepirajte se. Ste pripravljeni? In da se mi boste drli. Kaj pa še? V pasti ste. Kdor se zadnji smeje, se najslaje smeje. Slomka, kdo si pa ti? Kralj sem, poveljnik Normanov. Nisi še slišal zame, kaj? Pa še boš. Kaj, Norman si? Norman. Imate pa smolo. Že pred mesecem dni sem priplul s svojimi možmi v Anglijo in zavzel to mesto. Straža! Pokažite tem putcem, kdo je tu gospodar. Uječo z njimi! Sramnost pa taka, mi pa uječo! Kaj pa še? V napad! Vikingi iz Frakeja! Kaj smo jo vikingi iz Frakeja? Pa se spoprimimo, no? Udarite po gumni vojščaki normanski! Udarite po vikingih, da jim bo vzelo sapo! V napad! Udari! Gaživo Normanov, to smo mi! Pusti me ti, preknja suka! Palček v bogi! Da smo Normani močnejši! Premagali vas bomo! Prekucil sem se! Pada! Zgubili ste bitko. Udajte se! Ne, Viking se ne vda. Bojuje se do konca. Vike! 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 Normani so zmagali. Ujeli in zvezali so vse vikinge ter jih vrgli v ječo. Oh ne, ne vseh. Snore se je rešil. Padel je v suh vodnjak in počakal na konec boja. Potem je previdno splezal do roba in pokukal čezenj. Normani so se veselili zmage. Godba je igrala in pivo je teklo v potokih. Počasi pa je zlezlo utrujene glave in vojščaki so pospali. Snore se je splazil iz vodnjaka in poskušal najti zaprte vikinge, pa bi ga stražarji skoraj ujeli. Izmuznil se je na obalo, zvezal drevesna debla v splav in ušel. No, in strašno mraz je bilo po noči. Brez srajce sem bil, ker sem jo potreboval za jadro. In bal sem se,
da ne bi zgrešil smeri in pristal kdo ve kje. No, in potem vi tu ne bi zvedeli, kaj se je zgodilo in možem ne bi mogli nihče pomagati. Ja. Ne bomo jih več videli. Normalno jih bodo pobili. Boste videli, da jih bodo. Kapitanova žena si. Ti povej, kaj naj storimo. Kako naj pomagamo našim možem? Izmisli si kaj. Sicer so izgubljeni vsi. Tudi Halvar. Same ženske in otroci smo doma in Anglija je daleč. Kaj pa lahko storimo? Vike, ti si nas že nekajkrat rešil. Morda tudi zdaj lahko pomagaš. Če bi šel z nami, se to ne bi zgodilo. In oče te je klical, da veš. Misli, Vike, kar misli. Prosim, Vike, izmisli si kaj. Če ne bodo možje umrli. Vike, pomagaj, prosim. Ampak, Vike, ne izmisli si česa nevarnega. Nočem izgubiti še tebe. Doslej je šlo vse po sreči, mati. Otrok si še, pa se spet vsi zanašajo nate. Kaj pa lahko storiš, ubogi fant? Poskusil si bom kaj izmisliti. Ja, jo že imam. Šlo bo. Tako bo šlo. Imam jo. Kaj pa? Idejo. Vem, kako bomo pomagali našim. Poslušajte, ljudje. Kaj, Ilvi? Se je Vike česa domislil? Ne poveš. Fant odpare je. Le kaj nam bo povedal? Sem pa res radovedna. Mogoče bo pa rešil naše možje. Ko bi jih ne. Se je že veliko krat povedal. Ampak on je otrok. Dajte nože mir in poslušajte Vikeja. Presnete raglje. Tišina, mir! Izvoli, Vike, govori. Zdi se mi, da imam imeniten načrt, ampak vsi mi morate pomagati. Kako naj ti pomagamo, sin? Potrebujemo cel kup orožja in morali ga bomo kar najhitreje izdelati. Kaj? Orožja? Zakaj pa? Saj ga ne bomo znali narediti, Vike. Bojevali se bomo, Vike. Potrebujemo 20 sulic, kakih 20 lokov, pa še 20 mečev in kijev. Ampak se ne znamo to. Ne mislim pravi. Igrače bomo naredili. Igrače, lesene igrače. No, a se ti je zbešalo, Vike? Kaj pa bomo z njimi? Zdaj pa res ne potrebujemo igrač, a ne da? Pa še kako jih potrebujemo, Snore, boš že videl. Kar na delo. Otroci, vi pa v gospo borovnice in jagode. Naberite jih, kolikor jih dobite. Gilbi, odpelji jih. No, veš kaj? Sem pa že malo prestar za nabiranje borovnic. Boš že preživel, če hočeš pomagati ujetnikom. Vike naj borovnice in jagode pojema. Sok potrebujemo, sok iz jagod in borovnic. Dobil ga boš. Gremo, otroci, gremo. Dobro, mi ostali se pa tudi lotimo dela. Dobro, no, ampak kaj si mislimo o lesenih igračah in borovničevem soku, pa raj še ne bom povedal. Viking zna molčati, kadar je treba. Vsa vas je sekala, rezljala, sestavljala in zabijala. Nastajali so meči, kiji, sulice, loki, na katere so napeli svinjska čreva. Otroci so nabrali polne posode borovnic in jagod in iz njih stiskali sok. Vanj so potem namakali meče, konice sulic in puščic, čeprav jih je mikalo, da bi ga tudi poskusili, vsaj malo, pa ga niso. Samo majčkeno so se poigrali z novimi igračami. Imenitne so, meči so modri in takih še nisem videl. In konice sulic ter puščic so rdeče, kot bi jih pobarvala normanska kri. Vike, se me da ne misliš s temi igračami odpluti na normale in se bojevati z njimi? Smejali se ti bodo. Ne bom se bojeval, Snore. Prelisičil jih bom in rešil očeta in ostale. Naj gremo tudi mi s tabo, sin. Ne, mati, samo Snore bo šel. Sama, da bi odplula? Čisto sama? Ja. Pa si dobro premislil. Snore, sej te menda ni strah.
Strah, ne, kje pa, mene strah. Sem že dokazal, da me ni, ali ne? Vzemi me s seboj, Vike. Ne, Ilvi, tebe pa ne. Mene vzemi, Vike. Mogoče me boš potreboval? Lepo od tebe, Gilbi, da mi hočeš pomagati, ampak če nas bo preveč, bo šel moj načrt po vodi. Drugič boš šel zraven. Dobro, pa drugič. Spomnil te bom na tole obljubo. Poslušajta vidva junaka. Kaj bosta odplavala v Anglijo z vso to kramo? Ne, mati, odplula bova. Le s čim? Z ladjo. Za pomoč bom poprosil vikinge iz Hodeja. Očetovi prijatelji so in pomagali nama bodo. Kaj misliš, Snore? Bodo. Odnesimo igrače v Hode. A takoj zdajle? Seveda. Za življenja gre, za življenja naših. Pohitimo, no? Previden bodi, sin moj. Bom, mati. Pozdravljena. Srečno! Dobro, pravita! Srečno, Vike! Nasvidenje! Nasvidenje! Kolikor hitro so mogli, so otroci hodili proti severu, po skalah, pesku, gozdnih poteh, čez pečine in močvirje. Utrujeni so bili in noge so jih že pošteno bolele. Imeli so srečo. Vikingi so bili doma. Kaj? Halvarja in njegove može so ujeli Normani? Ja, in zato smo tu. Prosimo vas za pomoč. Midva s Snorejem bi namreč rada odplula v Anglijo. Seveda vama bomo pomagali. Tudi tvoj oče nam je, ko smo bili v nevarnosti. Pripravite ladje za odhod. Možje, Anglija nas čaka. In Normani. Zmleli jih bomo! Odpluli bomo nad Normane! Vedno sem si želel ustaviti v prah takega rdeče okca. Pokazali jim bomo, kaj zmorejo vikinge. Lahko bo! Vike je privlekel cele kupe orožja. Zdaj smo pa tam. Z mojim orožjem se ne boste mogli bojevati. Zakaj ne? Leseno je, leseno. In svinska čreva, in borovničev sok, in sploh, Joj, kaj takega pa še ne. Kaj pa ne počnem z vso to šaro? Nič, bova že midva opravila. Vi naju samo prepeljite v Anglijo, prosim. Brez ladje sva. Vse ostalo bosta pa kar sama zmogla. Vidva! Samo dva proti vsem Normanom? Kako pa? Ne skrbite, že vem kako. Nečesa sem se domislil. Sem že slišal zate, ja? Da se vedno česa domisliš. Če ti bo le tudi to pot uspelo. Torej gremo? Mudi se nama. Zaradi mene, ampak če bo šlo kaj narobe, jaz ne bom kriv. Sama sta hotela tja. Hvala, stric Gunnar. Vikingi iz Hodeja ste pa res pravi prijatelji. Pripravite vse za potovanje, možje. Pohitite. Odpluli bomo! In tako plove Vike s Snorejem in igračami proti Angliji. Kdo ve, če mu bo uspelo prelisičiti Normane ter rešiti očeta in ostale ujetnike iz temnih grajskih ječ. Zvedeli bomo, ko bodo minili 3 dnevi in 3 noči plovbe po razburkanem Severnem morju.